pozdravljene, dobrodošli, drage Konjičanke, drage Konjičani in vsi obiskovalci, ki vas je pot danes zanesla v ta naš lep kraj. Prijazno vas pozdravljam v imenu organizatorice današnjega druženja Splošne knjižnice Slovenske Konjice. Hvala mojstru Lajnarju Jožetu Joštu za ta krasen glasbeni uvod. Hvala tudi kolesarjem, starodobnikom z Doberne, ki bodo ves čas, se pravi tekom našega druženja, popestrili dogajanje s svojimi vožnjami. Tudi Lajnarja bomo slišali v nadaljevanju, zato ostanite z nami. Razlogov je veliko, glavni razlog pa je ta, da smo danes predvsem precej praznični. Letošnje leto Splošna knjižnica Slovenske Konjice namreč namenja častitljivemu jubileju majhne črne žvelce s 6 nogami, ki je pred 70 leti, si morate misliti, pred 70 leti kolovratila po Starem trgu v Slovenskih Konjicah. To je v bistvu zgodovinsko dejstvo, lahko rečemo, o katerem priča, lahko rečemo, zgodovinski vir, ki pa ni samo napisan, ampak je spesnjen. Takole se je zgodilo in to pesem je pred 70 leti napisal Konjičan, oziroma rojen v Konjicah, bil je moder mož, posebej dobro so mu tekle besede, bil je pesnik, pisatelj, urednik, pa publicist, ki je tako nekega dne zrl iz svojega stanovanja na Starem trgu skozi okno in opazoval to črno živalco s 6 nogami, ki je kolovratila od enega do drugega obrtnika v Starem trgu v Slovenskih Konjicah. In ko jo je takole opazoval, so se mu v glavi začele porajati rime. Te so se povezovale in spletale v verze in se na koncu spletle v pesmico z naslovom Huda mravljica. In ta pesnik, pisatelj in ustvarjalec Hude mravljice je bil Branko Rudolf. Hudo mravljico je nato uglasbil pianist in skladatelj Marjan Vodopivec. In mi vsi poznamo Hudo mravljico, ne? A veste, kaj je zanimivo? Da je večina, da nekako lahko rečemo, da se je v kolektivni zavesti Slovencev usidrala kot ljudska pesem, ampak to ni res, kot smo ugotovili, njen avtor je kdo? Branko Rudolf. In danes bomo v čast Hudi mravljici in njegovemu avtorju na teh stojnicah nekako poustvarili in na novo doživeli pot Hude mravljice, ki se je zgodila pred 70 leti, ko je v Starem trgu vandrala od enega do drugega obrtnika. Zato vas vabim, dragi starši, dedki, babice, tete, strici, otroci, vsi, ki vas zanima, kateri so bili obrtniki v tistem času, kako so takrat utripale Slovenske Konjice, da se nam pridružite pri posamezni stojnici. Tam vas bodo pričakali mojstri posamezne obrti. Na tehle panojih, kot vidite, na katerih je Huda mravljica, boste lahko prebrali splošne informacije o posameznem obrtniku oziroma obrti, nato pa še konkretne informacije o točno določenem obrtniku, ki ga je mravljica obiskala in je torej deloval v Starem trgu. In na stojnicah bodo tudi delavnice, tako da preizkusite se v raznih obrtniških spretnostih, videli boste, da to ni tako zelo enostavno. Hkrati pa bodo vsi mojstri na razpolago tudi za odgovore. Bodo potešiti vašo radovednost. Jaz predlagam, da predno nadaljujemo, da se ustavimo kar, dober dan gospe, da se ustavimo kar pri prvi stojnici, kjer se nam predstavlja obrt lončarstvo. Kot veste, mravljica je lončarjo je čez piskre šla, pa vse mu je pobila. In naj bi šla čez piskre takrat znanega lončarja pri nas, Huga Vrečka, ki je deloval v Starem trgu. Na stojnici vas pa čaka njegova
Prapravnukinja Amina Vrečko. Amina, dobrodošla. Amina, ti imaš tukaj za otroke pripravljeno delavnico, lahko se bodo torej preizkusili v lončarstvu. Povej mi, a je lončarstvo težko? Ja, je, pri nekih delih je zahtevno, ja. In zanimivo je, ne, da je hiša tvojega prapradetka, se pravi Huga Rudolfa in potem njegovega sina Franca, Huga Vrečka in njegovega sina Franca Vrečka, čisto blizu, v bistvu kar sosednja hiša, v kateri je živel Branko Rudolf. Da predstavimo poklic lončarja, takole pravi: lončar iz gline ročno ali na lončarskem vretenu izdeluje posodo in ostale izdelke. Posušene izdelke nato žge v pečeh, jih lošči in krasi. Nekoč je veljal poklic lončarja za zelo cenjenega, saj je bil edini, ki je znal izdelovati posode in lonce, uporabne za kuho in pripravo jedi. Lončarstvo je najstarejša obrt na Slovenskem. Lončarstvo Vrečko, o katerem smo govorili, in ki je bil prvi sosed avtorja Hude mravljice. Lončarstvo Hugo Vrečko je leta 1899 na Konjiškem Starem trgu začel svojo lončarsko dejavnost. Izdeloval je različne izdelke, lonce, modele za peko potic in raznih kolačev, posode za vodo in vino, cvetlične lonce ter druge lončene predmete, ki so jih takrat zelo pogosto uporabljali. Njegovo delo je nato nadaljeval sin Franc Vrečko. Franc Vrečko je bil tudi izvrsten pečar, izdeloval je visoke lončene peči z bogatim okrasjem, baje je deloval skoraj do smrti, bil je res marljiv in ustvarjalen pečar in takratne šole po slovenskih Konjicah so bile opremljene z njegovimi pečmi in skrbel je pa tudi za njihova popravila oziroma jih je vzdrževal. V nadaljevanju se bomo še sprehodili do čevljarja, ki ga je prav tako obiskala Huda mravljica, pa do mesarja in peka in na koncu do knjižničarja, ki je prav tako zelo pomemben za zgodbo v Hudi mravljici. Tako, se pravi, boste ostali z nami. Lahko nadaljujemo. In sicer v nadaljevanju, zdaj kot veste, Huda mravljica je en tak miks nagajivosti pa strašljivosti, zato je popolnoma pričakovano, da je izvabljala od raznih ustvarjalcev in interpretov različne variacije oziroma različne interpretacije. In v nadaljevanju bomo videli Hudo mravljico v interpretaciji članic Turističnega društva Slovenske Konjice. Izvolite, vi pa uživajte. Ja, en lep, prisrčen, sobotni dopoldan tudi v imenu Turističnega društva Slovenske Konjice. Ja, preden mi predstavimo svoj lik Branka Rudolfa, imam ga tule na sliki, fotografiji, bi vam jaz želela predstaviti mojo osebno izkušnjo z Brankom Rudolfom. Namreč, ko sem hodila, mogoče me še eni iz vrtca poznate, ko sem hodila še v šolo, v srednjo vzgojiteljsko šolo, je bil Branko Rudolf moj profesor filozofije in etike. Prisrčen gospod, dobrosrčen, seveda je želel znanja, veščin in predvsem se nikoli ni hvalil, koliko je napisal v svojem življenju za otroke. Ampak mi smo to že malo vedeli, kajti da je pred 70 leti, takrat sem se rodila tudi jaz, v zbirki Zamorček in Ladica napisal kar veliko pesmi. To pa mi je bilo spoznano skozi mladinsko književnost v naši šoli in kasneje sem to s pridom uporabljala pri mojem poklicnem delu. Ponosna,
da sem lahko poznala Branka Rudolfa. No, in med drugim, a veste, jaz sem mislila, da je za morček, takrat še nismo kaj veliko hodili na morje, bila ta huda mravljica. Zato se mi zdi, pa vidim, da je tudi naš lajner v zamorčka oblečen, da je prav, da vam predstavim najprej pesem o papirnati ladjici. Namreč pesem govori tudi, imenuje tudi njegovega sina Frančka Rudolfa. Papirnata ladjica. Iz papirja ladjica v čisti vodi plava. Puhasto peresce v njej. Lepa je zastava. V potok bi jo spustil rad, saj to je mogoče. V reke, morja in naprej. Plava kamor hoče. Le poglejmo Afriko. Lepe kraje tuje. Jadrajmo v Avstralijo, v lov na kenguruje. Staro vročo Indijo, v džungle do Malajske, bliž na morju kaže pot do bregov Kitajske. Pa Japonska pisana. Veter dalje piše, onstran je Amerika, njej pa visoke hiše. Kjer je voda, tam je pot, tu nikjer ni meje. Plavaj, plavaj, drzna ladjica, kamor veter veje. V palmah pa se čudijo opice, ker ladja s puhasto zastavico kamorkoli jadra. Potok zgrabi ladjice, hudi so valovi, tok jo nosi kar naprej, strmi so bregovi. Plava, plava ladjica, bela iz papirja, Franček z dolgo palico, za njo ob bregu dirja. Ja, ampak vi niste šli poslušati vseh Rudolfovih pesmih, ali ne? Kaj pa bi želeli slišati? Hudo mravljico! Kaj? A hudo mravljico? Ja, tudi ta se je pojavila na tejle papirnati barčici. Če pa želite slišati hudo mravljico, pa seveda z veseljem tudi hudo mravljico preberem. Namreč, veste, prebrana beseda je najlepša, najbolj srčna, najbolj razumljiva. Bravo, hudo mravljico. Kdo je že napisal hudo mravljico pred 700? Kdo? Branko Rudolf! Bravo! In koliko je stara huda mravljica? 40 let! Odlični ste, en aplavz otrokom. Bila je huda mravljica. 6 črnih nog je imela. Je migala, je vohala, je čisto ponorela. Bila je huda mravljica, po trgu je hodila. Lončarju je čez piskre šla, pa vse mu je pobila. In kamorkoli je prišla, so vsi pred njo bežali. Je pokalo, je stokalo pod njenimi stopali. Oj, mravljica požrešnica, le kaj je naredila? Še bika je pohrustala, samo roge pustila. Seveda, to je čisto res. Zakaj se bik šopiri? 6 črnih nog ima mravljica, bik pa ima le 4. Če slišiš hudo mravljico,
po svetu godrnjati, obrni se in zbeži prač, kar zmorejo podplati. In lončar, ki spremlja hudo mravljico, je že prišel. Ali jo pokličemo, da pride še ona, čisto ta prava? Ja! Pokličimo jo. Huda mravljica! Bila je huda mravljica, šest črnih nog je imela, je migala, je vohala, je čisto ponorela. Bila je huda mravljica, po trgu je hodila, lončarju je čez piskre šla, pa vse mu je povila. In kamorkoli je prišla, so si pred njo bežali, je pokalo, je stokalo pod njenimi stopali. Oj, mravljica, požrešnica, le kaj je naredila, še pika je pohrustala, samo rogi pustila. Seveda, to je čisto res, le kaj se pik šopiri, šest črnih nog ima mravljica, a pik ima le štiri. Če slišiš hudo mravljico po svetu godrnjati, obrni se in zbeži proč, kar zmorejo podplati. Kamorkoli je prišla, so si pred njo bežali, je pokalo, je stokalo pod njenimi stopali. Oj, mravljica, požrešnica, le kaj je naredila, še pika je pohrustala, samo rogi pustila. Seveda, to je čisto res, le kaj se pik šopiri, šest črnih nog ima mravljica, a pik ima le štiri. Če slišiš hudo mravljico po svetu godrnjati, obrni se in zbeži proč, kar zmorejo podplati. Obrni se in zbeži proč, kar zmorejo podplati. Obrni se in zbeži proč, kar zmorejo podplati. Mi gremo po njenih poteh izpred 70 let, ko se je mravljica ustavila tudi pri mojstru čevljarju v Starem trgu. Pozdravljena, pozdravljena Ela, čevljarka Ela, zdravo, zdravo. Vsi vemo, da čevlji niso nastali, ne vem, leta 1900, da se je človek začel obuvati že mnogo prej. Nekje vsega sem zasledila podatek, da je človek začel pred več kot 40 000 leti se začel obuvati zaradi različnih vremenskih razmer, se pravi vročina, mraz, pa tudi takrat vemo, da ni bilo tlakovanega ozemlja in največ ga je zbadalo v stopala, zato si je umislil ena obuvala, ki so sprva bila iz drevesnega lubja, zvezana z travo, v kasnejšem obdobju, mnogo let kasneje pa je začel uporabljati živalsko telovo in si jo zavezal. Tu sem jaz pripravila taki preprosti čevelj, da se vidi približno, kako nekako to izgledalo. Bom pa naredila še enega, če koga zanima, lahko pride sem. Ni ravno tako izdelan, kot delajo v Peku Tržič. Žal,
Imamo pa tudi na sosednjem našem prostoru prikazano tudi orodja, katero je potrebno za izdelavo čevljev. Pa če koga zanima, lahko pride bliže, pa bomo povedali, razložili, zakaj in kako. Hvala, Ela. In tako otroci dobrodošli, starši dobrodošli, da si pridete izdelati kak šulenček, salonečko, danes ne bomo delali, ne? Ne bomo, v redu, naslednjič. Ela je omenila tudi nujne, se pravi obvezne pripomočke, ki so jih čevljarji potrebovali oziroma jih še potrebujejo pri svojem delu, danes je rekel vse bolj industrijsko in te pripomočke nam je prijazno odstopil znan čevljar, ki je tudi deloval v starem trgu v Konjicah, vse v 80-ih in 90-ih letih, gospod Založnik in Žič. Tako da lahko si pridete pogledati tele čisto kopita, kladiva, šilo, pile in tako naprej. Zdaj, kako se je razvijal čevljarski poklic, nam je Ela že povedala. Mi pa samo še pokukajmo v konkretno čevljarsko delavnico, ki je bila pred 70 leti v Starem trgu in ki jo je obiskala tudi naša huda mravljica. V bistvu je bila takrat tam trgovina Bata s popravljalnico čevljev. Naj povem, da vse informacije dobite tudi na panojih, ki so ob vsaki razstavni zbornici. Podjetje Bata, znano po svoji množični proizvodnji cenovno dostopne obutve, je pred drugo svetovno vojno razširilo svojo prodajno mrežo po vsej Jugoslaviji, vključno Slovenijo. Poslovalnico je imelo tudi v slovenskih Konjicah. V enem delu trgovine je bila tudi popravljalnica čevljev, po drugi svetovni vojni pa so bile številne prodajalne Bata nacionalizirane, podjetje pa je bilo preimenovano v Borovo. In tu se nas večina še spomni trgovine Borovo, ki smo jo imeli prav tako na Starem trgu. Hvala mojstrici čevljarki, mi pa se sledimo z mravljico še enemu obrtniku in sicer mesarju. In seveda, kar ostanete. Mesarji, danes je z nami kmetija Dravničan in Zreč, ki sem te predstavila, da dobrodošli. Kako ste? Vredo. Vam je tudi vaš najmlajši mojster, ki bo nekako prevzel vašo obrt, Luka, je tako? Aljaš, pardon, jaz sem te premenovala. To je zdaj nekaj huda mravljica za čarati. Aljaš, kako si? Kako te zdaj dedek te je uvedel v ta biznis oziroma v to obrt? Kako si ti zdi? Je zahtevno? Kaj bi ti rekel, da je najbolj zahtevno, ko si mesar? Vse zahtevno, še posebej z nožom. Ja, previden moraš biti, ne? Ja, ko se lahko zapitnaš, se prereže blazinice. Točno to, zelo previden. Ko ščičiš, Ja. to se lahko zapitnaš, da treba. A ti bojte, da meso moš dati? Ja, to me zanima, moš dati meso? Tako da ne bi bil mesar, pa vegetarijanec. Tako. Naj povemo, da ima tudi naša Ana Zidršek na tej stojnici za vas pripravljen, kak kviz si rekla, Ana? Mesarski. Kaj je zahteven? Strašno zahteven. Za najbolj pogumne. Za najbolj pogumne, kakve nagrade? Nagrade? Broško dobi vsak, ki je približno 3 vprašanje odgovori, vsak približno. A lahko sam namigneš mogoče, zdaj si se pri vas ne bo treba delati, ne? Ne, brez skrbi. To zahteva. Dobro, samo pridite in se preizkusite v znanju, pa tudi v narečju, ne? Jaz bi tukaj pri tej stojnici samo na kratko še povedala o poklicu mesarja, potem bi bo pa Jaš potrdil, če vse drži in gospod Jelek tudi. Nekoč so delo mesarja na podeželju opravljali kovači, ki so opravljali tudi delo živinozdravnika. Zanimivo. Mesar skrbi za meso, da ostane sveže, iz njega napravi tudi razne mesne izdelke, kot so klobase, salame, ražniči. Kovine so nekoč pomenile pravi kmečki praznik, bile so predvsem po zimi, saj ljudje niso poznali hladilnikov in zamrzovalnikov, v katerih bi dalj časa hladili meso. Meso je živilo, ki se na sobni temperaturi hitro pokvari in postane neužitno. Če želimo meso jesti, ga moramo torej termično obdelati,
To pomeni, da ga moramo skuhati ali speči. In naša huda mravljica je romastila in pohrustala bika pri mesariji, oziroma gostilni mesariji Benič, ki je bila takrat v Starem trgu. Še nekaj besed o tej znani mesariji. Na začetku 20. stoletja je v Konjicah obratovala znana gostilna mesarija Benič, katera lastnika sta bila zakonca Ignac in Marija Benič. Ignac Benič je bil rojen leta 1889, mesarija je bila središče številnih dejavnosti, povezanih s pridelavo, predelavo in postrežbo mesa. Delovala je tudi lastna klavnica, kar je bilo v tistem času dokaj pogosto. Številni starejši prebivalci Konjic se še danes spominjajo prizorov izpred gostilne in mesarije, kjer so bili pogosto privezani krave in biki, kar je pričalo in živahnem vsak dan v tega obrazka. Mesarija Benič je svoja vrata zaprla leta 1941, a spomin nanjo še vedno živi. In enega izmed zbirkov je pohrustala tudi mravljica. Mi imamo še pa zdaj tukaj le. Hvala lepa. Vse povejte mi, Aljaž, vse to drži, kar sem prebrala o mesarjih. Ja, štimle. Vse štima. Štimle. Tako da srečno z vašo vrtjo še naprej. Vi pa se tukaj pridružite in na stolnici. Prepravno, znani stav, znani pek, ki je trenutno zaposlen v pekarni Težak, pred leti pa je bil pek zelo znani pekarni Rogla in Darinka Fišer, slaščičarka, ki je prav tako delala v pekarni Rogla. Dobrodošla. Tako sta. Vredi. Vi ste upravi pekovski upravi, ste pravi pek nujno belo. Ja, tako mora biti, ne? Nujno belo. Se vidi, kaj je to. Tako. Naj povemo, da ste tukaj prinesli pekovske izdelke in da lahko pač zahvalci pridejo in pokusijo. Pekovski poklic je verjetno super poklic, ne? Zrati, ja sam se dojem noče več učiti. Doben se noče več učiti za pek, ja. In za slaščičarja tudi, ne, da nikoli isto, ja? Če bi se vidno ne izbirala poklic in še enkrat izbrala To je za peka, ja naprej. Je zmer frišno željo, ne? Nije čez frišno željo, kot pravite. Pridite torej na stojnico pekovsko stojnico. Se pravi, pek je poklic, ki so ga poznali že stari Grki, pomeni, da peki obstajajo torej že več kot 2000 let. Peki so v Grčiji, stari Grčiji so že znali speč kot 70 vrst kruha, spečemo ga lahko iz različnih vrst kruha, iz pšenične, korunine, ajdove, pirine. Ko pek zamesite sto za kruh, ga pusti vzhajati. To je zelo pomembno. Sestavine, ki povzročajo vzhajanje, so lahko kvas ali drožine. Na podeželju pogosto pečejo kruh doma, v mestih pa ga kupujemo v pekarnah, kjer diši po sladkem kruhu. Poleg kruha v pekarnah najdemo tudi razne pekovske izdelke, žemljice, rogličke in tako naprej. In kot smo videli pri našem peku, peki vedno nosijo bela oblačila. Prej smo omenjali pekarno Rogla, kjer sta bila oba naša pek in slaščičarka tudi zaposlena in še nekaj besed o tej pekarni. Mestna pekarna Rogla, v letih pred drugo svetovno vojno in med njo so v slovenskih Konjicah obratovale vsaj 3 pekovske delavnice. Takoj po koncu vojne pa se je uradno registrirala mestna pekarna. Ker je povpraševanje po pekovskih izdelkih se je zelo povečalo, se je pekarska proizvodnja leta 1960 preselila v prostore na Celjski cesti, Konjičani tudi vemo, kje je to. V tem letu se je tudi uradno preimenovala v pekarno in slaščičarno Rogla in tako se je začel ta pekarski razvoj proizvodov. Sloveli so po svoji kakovosti in zato se je dober glas širil o njih po 9. vas, da rečemo, preko občinskih, republičnih in državnih meja. Je migala, je vohala, je čisto ponorila. Bila je huda mravljica, po trgu je hodila. Po trgu, Ana? Po trgu je hodila? Po katerem trgu? A, ti misliš naš, ta naš, Konjiški trg? Ne vem, Marko, ne vem. Vem, da lončarju je čez Piskre šla in vse mu je pobila. Kako se je režala, ko je čez Piskre šla, ampak Ana, veš, domačija Rudolfovih na vrhu trga je imela za soseda lončarja.
Huga Vrečka, očeta Franca Vrečka. In naša mravljica, si vi lahko predstavljate, kako z veseljem jima je čez Piskre šla. In kamorkoli je prišla, so vsi pred njo bežali. Je pokalo, je stokalo pod njenimi stopali. In veš, kaj je ta požrešnica naredila? Kaj? Še bika je pogrustala, samo roge pustila. Bika, kako je lačna bila ta naša mravljica, ampak Ana. Kot smo prej rekli, da je domačija Rudolfovih imela za soseda lončarja, prav preko trga je bila pa mesarija s klavnico Peničeva, kot smo prej slišali Majo povedati. In včasih, Ana, so bike prav pred mesarijo privezovali. To je čisto res. Ampak Marko, še vedno nečesa ne razumem. Česa? Zakaj se bik šopiri? 6 črnih nog ima mravljica, a bik ima le 4? Ja, Ana, mravljica ima 6 črnih nog, bik ima 4. Kaj pa mi? Kaj pa mi? Mi imamo pa 2. Zato povem, Marko, tebi in vsem vam. Če slišite hudo mravljico po svetu godrnjati, obrnite se in zbežite proč, kar nesejo pod plati. Godrnjati? Jo kdo sliši godrnjati? Nihče ne dvigne roke. Dobro, ker če bi jo slišali godrnjati, bi morali vsi zbežati. Tako, to je bila huda mravljica pokojniško. Mi smo pa danes res veseli, ker med nami gostimo izjemnega gosta. Z nami je pisatelj, drugače pa tudi sin avtorja hude mravljice Branka Rudolfa, Franček Rudolf. Gospod Franček, lepo pozdravljeni in dobrodošli tukaj v Slovenskih Konjicah. Kako se počutite tukaj, nekaj časa ste danes že tukaj med nami? Ste ujeli kakšne vtise? Kaj ste si že pogledali? Ja, kadar pridem v Konjice, se vračam desetletja nazaj, tako kot ste rekli. Huda mravljica je stara 70 let. 70 let je minilo, ker sem hodil v Konjice, vaš prelepi kraj, ki je bil čisto drugačen, ampak bil je zelo miren in zelo si mi je vtisnil spomin. Danes ste si ogledali tudi knjižnico, vam je všeč? Knjižnica je čudovita, spomnim se pa, da sem to stavbo, kjer je zdaj knjižnica, hodil v kino, videl sem prej nekateri film in tudi zato so mi bile Konjice všeč, ker sem vedno rad imel filme v samem mestu, kjer sem živel, v Mariboru, pa je to kar daleč do kina, v Konjicah je pa vse blizu. Tako kot je moj oče, sem pogledal skozi okno in že je videl, kaj vse bo naredila ta mravljica. Franček, pred malo več kot pred dobrim mesecem smo se srečali v Ljubljani. Nekaj časa kasneje sta se z Ano videla v umetnosti galeriji v Mariboru, kjer ste pripravili predavanje o vašem očetu. Vaš oče, Branko, je bil izjemen človek. Zanimalo ga je zelo veliko področje. Kako se ga pa vi spominjate kot sin? Moram reči, da se Branko vedno spominjal Konjic in je nenehno govoril o Konjicah, zato sem o vašem kraju slišal zelo veliko. In vedno se je spominjal Konjic na to, ker je šel že ko je bil star 10 let v šolo v Maribor in potem se je vračal v Konjice samo na počitnice in najbolj je bil navezan na vlak, ki je
pripeljal do Poljčan in potem na tisti vlak pa majhno železnico, ki je iz Poljčan vozila Konjice. Tudi s tem vlakcem sem se veliko peljal, skupaj s brati, očetom seveda in mamo. In Konjice so mi ostale v spominu kot čuden kraj, ki se izogne železnici. Ni ne Ljubljana in ne Maribor, pač pa je nekaj lepega, mirnega. Tako kot se je moj oče spominjal svoje domače hiše in se vračal po svetu in nami, tako smo se tudi mi nalezli njegove nostalgije do pričev, ki obdajajo Konjic in do Konjiške gore, na katero smo hodili spehati. Moj oče kasneje je živel v različnih krajih in vidim pa, da ko je pisal pismi za otroke, tam nekje v 50 letih, ko je napisal o kužki, podobnih kengurujih, da je takrat se spomnil tudi na mravljico in sicer neka mravljica, ki se spremeni v pošast in dela popolnoma drugače in to mravljice pričakovali. Ta mravljica ga je po svoje preganjala in zato je v pesmi pač te znameniti pesmi. Ja, bil je res človek, zanimalo ga je marsikaj. Menda je kot otrok se rad potikal po Konjiški gori, odšel je študirati medicino, kasneje to ni zaključil, ampak je zaključil botaniko, tako da narava mu je bila vedno blizu. Me pa zanima, vam je kdaj pripovedoval tudi o svojih brati, sestri, vsi ti so bili res izjemni, dejansko to je družina, ki je vsi so doštudirali, vsi opravljali dobro vsak svoj poklic. Kot sem rekel, Marko je prišel pri 10 letih na gimnazijo v Maribor. Vidim, da v vašem kraju vsi otroci odhajajo na srednje šole in potem do univerze kam daleč. In zaradi tega se je Konjic spominjal kot lepega idiličnega kraja. Nekoč mi je povedal, oziroma nekoč me je vprašal, kako je to, če ti vrtajo po zobeh. In sem rekel, kako da to ne veš, je rekel, nikoli še mi noben zob ni bil gnil, zato ker je konjiška voda bila tako dobra, da se je celo življenje preživel brez zobozdravnika. Brez zobozdravnika je lahko preživel celo življenje brez mravljice, pa ni mogel mravljice, je imel pa zelo rad, ker je študiral biologijo in se neprestano ukvarjal z živalmi, majhnimi ali velikimi. On je pa tudi pisal pesmi. Glejte, zdaj smo slišali konjiško verzijo Hude mravljice. A vam je oče kdaj omenil to pesem v zvezi ali s konjicami, ali kako jo je mogoče kadarkoli on videl? Ja, se vam zdi verjetno, da bi mravljica hodila po Konjiškem trgu? Ja, domnevam, da ja, ne. Seveda. Ja. Če je tako imenitna žival, sicer nastopa v poeziji, ki je hodila, kje bi drugače hodila kot po konjita. Super, mi smo zelo veseli. Drugače pa, Franček, tudi vi pišete, je vaše ustvarjanje še vedno del vašega vsakega dne, ali počnete kaj drugega, kako živite, kaj počnete? Težko je
Kako mine vsak dan? Težko je odgovoriti na to vprašanje, to je res težko. Ko je človek v mojih letih, je povsem jasno, kaj počne. Da penzionisti delamo to, pač, da bi preživeli še kakšen dan in da bi še kakšen dan šli na sprehod. In se nam vse mogoče načine trudimo, da ne bi padli po stopnicah, se prevrnili ali karkoli, da nas ne bi oviralo pri udobnem in nekoliko upočasnjenem življenju. Ja, pišem še vedno, pišem spomine na vse tisto, na kar se spomnim in spomine na vse tisto, na česar se ne spomnim. Zelo veliko bi napisal lahko o prejšnjem stoletju in še prejšnjem stoletju in pri tem me vedno stvarno občutek, da se preveč izkušuje. To, kar je bilo, počasi izginja in vedno nove stvari na TikToku nas popolnoma spreče. Ja, ste uporabnik tudi TikToka, ne? Ja, kaj pa naj drugega človek počne cele dneve, ko da se igra z mobilnim telefonom, ki ga ne poročajo otroke. Rada bi, med nami bi rada pozdravila tudi sina Frančka Rudolfa, ki je tudi med nami, tako da lep pozdrav tudi njemu. Za vse, evo, Jaša, drugače pa ja, tudi Frančkovih knjig je kar nekaj, polica v knjižnici je že skoraj polna, mogoče pa kdaj nastane še kaj drugega. Dobro, mogoče se še kdaj vidimo na kakem literarnem večeru, ampak pesmic vam pa ne bom prebiral. To je pa stvar mladih generacij. Pesniki v Ljubljani vsak dan 7-krat berejo dolge pesmi o tem, kako se počutijo in kako zakomplicirano. Obljubi mi, ne boste brali pesmic, se bomo pogovarjali. Da ne poslušam, lahko se pa z vami pogovarjam, če vas karkoli zanima. Hvala, Franček. Hvala vam, da ste se danes pridružili nam iz knjižnice in vsem Konjičanom. Upam, da si boste še Konjice danes popoldne malenkost bolj pogledali, zato resnično hvala za obisk in srečno. Hvala tudi vam. Če ni knjižnic, si ne moremo izposojati knjig. In če si ne moremo izposojati knjig, ne moremo uživati v krasnih zgodbah, pesmih. In seveda, če ne bi bilo knjižnice, si ne bi mogli izposoditi zbirke poezije Branka Rudolfa z naslovom Zamorček in Daljica. Tukaj tudi hranimo en izvod, da si ga pridete pogledati, pokukati, v katerem je bila Huda mravljica leta 1955 prvič objavljena. In na knjižničarski stojnici vas bo pozdravila knjižničarka Splošne knjižnice Slovenske Konjice Simona Gorjup. Evo Simona, hvala, ker si z nami. Sicer pa na kratko bomo predstavili, kako pomembno je delo knjižničarja. Nekoč je bila vloga knjižničarja osredotočena predvsem na skrb za fizične zbirke, se pravi na knjige, revije in ostali tiskani material. In ker se časi spreminjajo, pa se je tudi delo knjižničarja prilagajalo času, njegovim zahtevam, njegovim trendom. Se pravi, vloge knjižničarja so tako nekoč vključevali izposojo gradiva, arhiviranje, katalogizacijo in raziskovanje. Današnji knjižničarji urejajo fizične in digitalne vire, skrbijo za dosegljivost do informacij in spodbujajo informacijsko pismenost. Pomoč uporabnikom pri iskanju informacij, razvoj digitalnih knjižnic ter vključevanje v raziskovalne projekte so torej glavne naloge delovanja knjižničarjev.
Prav tako knjižničarji pripravljajo dogodke in delavnice, dogodke, kakršni tudi današnji, tega torej organizira Splošna knjižnica Slovenske Konjice, razne delavnice, tudi te imamo danes, in skrbijo za varnost informacij in spodbujajo kritično vrednotenje virov, kar je v tem času zelo pomembno. Konkretno o konjiški knjižnici in o tem, kako se je knjižničarstvo razvijalo na Konjiškem. Prav tako najdete torej tudi fotogradivo, imamo fotografijo nekdanje knjižnice in nekaj informacij o njej. Konjiška knjižnica je bila uradno ustanovljena leta 1962. Poleg osnovne dejavnosti izposoje knjig so že kmalu začele izvajati tudi številne dodatne aktivnosti. Leta 1982 je knjižnica zaradi kadrovske podhranjenosti izgubila samostojnost in se priključila takratni Delavski univerzi, v okviru katere je delovala vse do leta 2000. Takrat se je vključila v novo ustanovljeni Zavod za kulturo. Pomemben imenik v razvoju knjižnice pa je bilo leto 2003, ko je knjižnica Slovenske Konjice pridobila prezidek in s tem dodatno sodobno urejene prostore. Istega leta se je, skladno z zakonom o knjižničarstvu, Zavod za kulturo preoblikoval v javni zavod Splošne knjižnice Slovenske Konjice in tako ostaja še dan danes. Danes v okviru Splošne knjižnice Slovenske Konjice delujejo tudi podružnične enote v Ločah, Vitanju in Zrečah, ki svojo ponudbo bogatijo kulturno življenje širše lokalne skupnosti. In danes za te kolesarske utrinke tukaj skrbijo starodobniki, kolesarji z Dobrne. En velik aplavz za njih še enkrat, ker vztrajajo na tej vročini. Res so izjemni, če jih še niste uspeli ujeti, njihova uprava res so, odlični so. Hvala lepa, drage pevke, dragi pevci in posebna zahvala današnjim sodelujočim. Gospodu Frančku Rudolfu, Robertu Vrečku, Eri Dolšak, ženskemu pevskemu zboru Slovenske Konjice, otroškemu pevskemu zboru Osnovne šole Podgoro, otroškemu pevskemu zboru Osnovne šole ob Dravinji, turističnemu društvu Slovenske Konjice, kulturnemu društvu Gnezdo, starodobnim kolesarjem iz Dobrne, lajnarju Jožetu Joštu, mesarstvo Ravničan, pekarni in kavarni Težak, Tonetu Gačnikarju in Darinki Fišer, Amini Vrečko in hvala vam, drage obiskovalke, dragi obiskovalci.